Dober dan. Na vrsti je še zadnje soočenje pred nedeljskimi referendumi o 3 zakonih. Najbolj politično eksploziven je zagotovo zakon o RTV, ki tokrat znova spreminja sestavo sveta RTV in poslovodstva. Veliko pove dejstvo, da o popravkih tega zakona po letih 2005 in 2010 na referendumu odločamo že tretjič. To se ni zgodilo še z nobenim drugim zakonom v Sloveniji. Tudi za ta referendum je več kot 52.000 podpisov zbrala SDS, danes jo zastopa poslanka Alenka Jeraj. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Koalicijsko stran pa Dejan Prešiček, član predsedstva SD in nekdanji minister za kulturo. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Gospa Jeraj, programski svet RTV z 29 člani, od katerih jih danes imenuje 21 državni zbor, bi po tem zakonu nadomestil svet RTV s 17 člani. Nobenega od njih ne bi več imenoval državni zbor, tudi nadzornega sveta ne bi bilo več. Generalnega direktorja bi nadomestila 4-članska uprava, v kateri bi bil tudi delavski direktor. To so tiste največje spremembe. Zakaj vi pravite, da to ne prinaša depolitizacije in da bodo gledalci in poslušalci zdaj izključeni iz odločanja pri upravljanju RTV? No, drži, da je po veljavnem zakonu 16 predstavnikov na predlog gledalcev in poslušalcev imenoval državni zbor, vendar smo že takrat, ko se je zakon sprejemal, vgradili varovalko, da so se vsake 2 leti se polovica teh ljudi zamenjala, predvsem zato, da ne bi nikoli prišlo do tega, da bi ena koalicija ali pa ena, bom rekla, svetovno-nazorsko orientirana skupina odločala o vseh naenkrat. Torej, mi ocenjujemo, glede na to spremembo, mi podpiramo recimo, da se znižuje število članov v programskem svetu, tudi naš predlog že v preteklosti je bil, da bi morda izključili teh 5 članov, ki jih državni zbor imenuje na predlog političnih strank. To smo se strinjali in bi bili pripravljeni tako rešitev tudi podpreti in tudi, da se morda zmanjša število članov. Vendar po tej novi različici se število članov praktično za vse zmanjšuje, razen za zaposlene. Torej tudi doslej so bili 3 predstavniki zaposlenih v programskem svetu, sedaj se to zvišuje na 6, medtem ko se za vse druge predlagatelje znižuje. Mi ocenjujemo, da preko civilne družbe, tako imenovane, ni nujno, da bomo dobili nepolitične ljudi. Ne? Spomnimo se, da je Olimpijski komite v 90-ih letih predlagal Janeza Kocjančiča, predsednika Zveze komunistov in stranke SD oziroma njene predhodnice za programskega svetnika in je bil tudi potem 2 mandata predsednik programskega sveta. Zato ni nujno, če nekomu drugemu daš predlagateljstvo, da bo zadeva bolj transparentna in manj politična. Poleg tega se nam zdi, da kar nekaj predlagateljev, ki so jim zdaj dali ekskluzivo, recimo Nacionalni svet za kulturo ga imenuje vlada, torej to podaljšana roka vlade, potem svet za trajnostni razvoj imenuje minister sklepom, se pravi, bodo tam vladni predstavniki in mislimo, da bo zato le še bolj političen, ne pa apolitičen. Gospod Prešiček, vi pravite, da je na RTV resno ogrožena novinarska in uredniška neodvisnost in da je čas, da se politika umakne iz kadrovanja na RTV. Kako boste to zagotovili in kako odgovarjate gospe Jeraj, ki pravi, da ni nujno, da bo ta novi zakon v svet RTV prinesel nepolitične ljudi? Mogoče, če lahko začnem, kar je kolegica Jeraj rekla. Je rekla, da je 16 svetnic ali svetnikov, ki so jih zdaj predlagali poslušalke in poslušalci in jih je potrdil državni zbor in da imamo varovalo na 2 leti, zato da politika ne bi prevzela absolutno oblast nad RTV. Torej se tukaj strinjamo, da že 2005, ki je bil zakon spisan, smo se zavedali tega, da politika hoče vplivati na javni zavod RTV. Ne? To kot osnova, zato je to varovalo, saj tako smo slišali, da obstaja ta varovalka, da ena opcija ne bi prevzela absolutno oblast. Ne? Tokrat se je koalicija prišla do spoznanja, da se politika more umakniti iz RTV-ja, dati večji pomen civilni družbi. Tukaj se tudi lahko strinjamo, da mogoče bi lahko kdo več bil noter, mogoče kdo manj, ampak je težko zbrati v civilni družbi vse pore naše družbe. Ko smo zbirali civilno družbo, je šlo to bolj na vsebino, ki je določena skozi zakon RTV-ja, se pravi vsebine, ki jih RTV mora
imeti v svojem programu in glede na to smo seveda zbirali potem tudi neke civilne predstavnike civilne družbe, ki bi tukaj lahko imeli nek programski vpliv na vsebine. Se pa tukaj žal ne strinjava, da jaz sem vesel, da smo povečali število zaposlenih v svetu, ker se mi zdi, da samo in predvsem ustvarjalke in ustvarjalci na RTV-ju, kar so pokazali že skozi zgodovino, znajo ustvarjati in vejo, kako ustvarjati program na javnem RTV Slovenija. Mogoče samo to, 16 članov, ki jih je imenoval Državni zbor, so predlagali gledalci in poslušalci in je bilo zapisano predstavniki univerz, fakultet, društev, zveze društev, njihove organizacije in z vseh področij, umetnosti, kulture, znanosti, novinarstva, organizacij civilne družbe, skratka vseh. Medtem ko zdaj v novem zakonu je pa določeno, naprimer Olimpijski komitej bo z področja športa predlagal, invalidske organizacije pač njihove, medtem ko bo varuh človekovih pravic recimo z področja varstva človekovih pravic in svoboščin, svet za trajnostni razvoj z področja okolja, narave, izključujejo se pa upokojenci, vse druge humanitarne organizacije in tako naprej, ker je zdaj določeno, kdo sme sploh predlagati. Tukaj pa ni bilo zaprtega, praktično vsak, ki je v katerem od teh področji deluje, umetnost, kultura, znanost, novinarstvo, gospodarstvo, je lahko predlagal. Tako da se pomembno znižuje to. Ampak je rabil politično podporo v državnem zboru. To je res, ampak vsi poslanci volimo tudi varuha človekovih pravic, volimo informacijskega pooblaščenca, volimo sodnike, zato ker nam ljudje na volitvah dajo to pristojnost. Po ustavi ima edino državni zbor je tisti, ki predstavlja voljo ljudstva. Gospod Prešiček. Jaz mislim, da je bilo preveč odprto. Poznamo, da so bili seznami, da so poslanci, ko se je glasovalo, dobili seznami točnih kandidatov, ki jih je bilo treba podpreti. Mislim, tukaj si ne smemo in moramo biti iskreni do gledalk in gledalcev. Politika se je vmešavala v kadrovanje. In s tem, ko se je vmešavala v kadrovanje, to vidimo ravno sedaj, po teh 2 letih, ko se ukinjajo oddaje, ko se disciplinira novinarke in novinarje, voditelje, ki ne smejo več pred kamero. Imamo posnetke na internetu, v katerem programski svetniki govorijo o tem, kako bodo vplivali na program, kdo bo lahko še delal, kdo ne bo delal in to. In mislim, da je temu treba reči ne, s temu treba končati, podpreti novelo, da se politika umakne iz javne RTV. Pristojnost programskega sveta je, da sprejme programski načrt za naslednje leto in to so v programskem svetu delali. Niso pa vplivali na oddaje, so se pa pogovarjali tudi o oddajah, kar je normalno, ker so ljudje pošiljali pritožbe ali pohvale na varuhinjo gledalčevih pravic in ta poročila tudi obravnavajo in se o tem pogovarjajo. In ukinjanje oddaj, oddaje in menjava novinarjev poteka na vseh televizijah, saj ti moraš iti v korak s časom, da ljudje tudi hočejo kakšne spremembe in tako naprej. Na RTV se je ukinilo tudi kakšne druge oddaje, v Žarišču recimo so ukinili, pa so potem naredili Odmeve, ukinili so Male sive celice, pa je nastal potem nek drug kviz, vem in tako. To se bo pač vedno dogajalo in to najbrž ne bi smel biti problem. Menda vodstvo že ve, kaj počne, glede na to, da je gledano zadnjih 10 let padala, so morali pač sprejeti neke spremembe in zato smo dobili novo oddajo Panorama in še nekaj drugih in se seveda zdaj vidi, ali to ljudje sprejemajo ali ne, ampak kolikor kaže ker se dviguje gledanost septembra in oktobra letos je višja, kot je bila recimo lani. Gospod Prešiček. Tudi tukaj podatki čist ne držijo. Gledanost je za 15% padla. Se vidi tako na oglaševalskem delu, kjer tudi pada. RTV je v zelo težki situaciji. In se strinjam, da se lahko oddaje ukinjajo. Se tudi strinjam, da rabimo pomladitev, da lahko seveda mladi pridejo. Se pa ne strinjam, da umikamo voditelje, zato ker so mogoče kritični, zato ker ne poročajo tako, kot si vaša stran želi. Se ne strinjam, da se urednike menja. Jaz mislim, da takega vpliva in skoraj bi lahko rekel brutalnega vpliva na RTV, ki se dogaja sedaj, ga še ni bilo. Da se veste, od odgovorne urednice informativnega programa do direktorja televizije, do generalnega direktorja, ki je bil direktor, pa je razpisal svoje delovno mesto še enkrat
ni odstopil, ni postavil VD-ja, se prijavil še enkrat na svoje lastno delovno mesto, ki ga je že zaseden, bil še enkrat potrjen, samo zato, da ste spremenili vmes pogoje za to delovno mesto in da smo se izognili temu, da bi mogel 5 let voditi večje sisteme. To je tisto, kar je narobe. In jaz resnično ne razumem, zakaj se tukaj ne moramo sporazumeti, da bo za vse nas bolje, če se umaknemo iz tega, da nehamo s političnim vplivom, da pustimo RTV civilni družbi in novinarjem, ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki tam delajo. Torej, očita vam, da še naprej želite imeti politični vpliv na RTV? Glejte, ampak to, kar oni predlagajo, da bo pa vlada imela direkten vpliv. Vlada pa ni predstavnik vsega ljudstva, ne? Niso v vladi, so pač tista opcija, ki je ta trenutek na oblasti, ki je sestavila koalicijo, ne? Ker te, ki jih oni predlagajo, so pač predstavniki vlade ali pa odvisni od vlade. In še nekaj, ne? To ali vsi, ki so danes na RTV-ju, so bili na svoje mesta postavljeni, izvoljeni skladno z zakonom. Ničesar ni bilo kršenega, če je kaj bilo, mora nekdo dati prijavo in se bo to ugotovilo. Ampak, kolikor jaz vem, so bili vsi imenovani skladno z zakonom in stvar vodstva je potem, kako in koga postavi za urednika. Mi imamo res, da lahko kolektiv da mnenje, ni pa obvezujoče in seveda direktor se pač lahko odloči tako, kot se je odločil. Da so menjali direktorco informativnega programa, jaz ne vem, kolikor jaz vem, je odstopila, ne? Ali pa direktor televizije, gospod Areh, je nekaj časa bil, potem pa se ni prijavil na razpis, ker je bil VD in se je potem objavil nov razpis. Tako da vsi, ki so prišli tja, zasedli svoja mesta, so se morali javiti skladno z zakonom na razpise in bili tam izbrani in sedaj upravljajo svoje delo. In jaz mislim, da se nekatere spremembe dogajajo, to, ne, da koliko je katerih, je pa povedal gospod Štefančič, ko je rekel, da je v njih ne vem katerih, očitno ne, tistih, ki mogoče malo drugače mislijo kot večina, da je teh jebeno malo oziroma skoraj nič, ne, vse ostalo pa tuli v isti rok. In ker je slovenska družba raznolika, imamo levo svetovno-nazorsko usmerjene, desno svetovno-nazorsko usmerjene ljudi in zato mora tudi RTV to odražati. Ne pa, da je samo leva in se potem ljudje seveda pritožujejo, nehajo gledati poročila in se jezijo in razburjajo. Si pa strinjam, da bi si morali vzeti kar nekaj več časa, se o tem pogovoriti, nobene javne razprave ni bilo, ker so zakon vložili po nujnem postopku in smo potem na RTV-ju zdaj spremljali in se pogovarjali o osnovnih stvareh. Ne moreš ti na vrat na nos sprejeti zakona, brez da bi kogarkoli vprašal, brez da bi kdorkoli lahko dal mnenje. Pa ne želim zdaj slišati, da se itak že 20 let pogovarjamo. Seveda, vsem v tej državi se 20 let pogovarjamo, ampak ko je na mizi nek predlog, se je treba pogovarjati točno o tem predlogu in postaviti ven pozitivne in negativne stvari. In ta zakon, ki ga prinašajo, smo imeli zelo podoben zakon v 90-ih in je bil tudi takrat, so novinarji stavkali, kaos je bil na RTV-ju, zato se je sploh šlo v nov zakon. Bi samo spomnili, tudi vaša vlada 2020, gospa Jeraj, želela po nujnem postopku spreminjati praktično vse ključne zakone z področja medijske zakonodaje, zakon o RTV, medijsko zakonodajo, zakon o STA. To je vendarle treba spomniti, pa so vas nekako v koaliciji takrat koalicijski partnerji ustavili, gospod Prešiček. Samo par dejstev, zato ker tukaj se resnično pogovarjamo o zelo nepreverjenih dejstvih, ki ste jih dala, ne? Direktorica RTV-ja je šla na sodišče in sodišče je dalo prav, da jo generalni direktor ni pravilno odstavil, ne? Sodišče. In upam, da v tej državi še zmeraj verjamo, kaj sodišče pove. Ne? Torej, ne drži, da je šla sama. Drugo, ne samo 2005, ki je bil Grimsov zakon sprejet, je šel po nujnem postopku. Ga je predlagala po nujnem postopku stranka SDS. Ne? Se pravi, takrat to ni bilo problemov. Potem SDS govori o tem, da bomo odstavili vodstvo. 2005 z Grimsovim zakonom so bili stavljeni vsi. Tako programski sveti, ki so takrat bili kot generalni direktor, kot direktor radia, kot direktor televizijo. Takrat Mojca Menar celo en mesec preden se je zaključil njen mandat. Torej, vse, kar vi očitate nam, ste takrat počeli. Jaz bi pa rad samo, da se politika enkrat opredeli do tega, da se ne bo več vmešavala v to, da je ključno za našo družbo in demokracijo, da imamo neodvisne medije,
predvsem javni mediji. Ne? In tukaj, veste, ko se mi pogovarjamo, se pravi, tako kot interpretira SDS, je Olimpijski komite lev. Pa vseh 6 zaposlenih iz RTV, ki bodo noter prišli, in eden bo mogel biti iz informativnega programa, iz kulturne programa, iz tehnike. In to tudi te 6 bodo vsi levi. Ne bodo, strokovni bodo. Ne? Delali bodo po svoji lastni presoji in to naša družba potrebuje. Ne, da se poskušamo vmešavati, še enkrat povem, ne, da cenzuriramo ljudi, da imamo, se veste, da smo v družbi, ki je meni všeč, da kolegi pridejo v studio in izrazijo solidarnost. Ne, vi bi pa radi družbo, v kateri jih sankcioniramo in rečemo, odpustili vas bomo, če to še enkrat naredite. Ne? To je tisto, kar naša družba potrebuje, to spremembo. In tega se izgleda vi ne želite in zdaj so bila že v kar nekaj soočenih in se mi zdi ta strah, ki ga imate, da boste izgubili kontrolo nad RTV-jem, ne razumem. Pustimo, da RTV dela svobodno, da je včasih pohvali vas, včasih nas, graja politiko, če je to potrebno, ker bo to za družbo dobro. Naloga novinarstva ni, da politiko hvali, tu moram biti vendarle jasen, gospa Jeraj. No, jaz sem hotela samo to povedati, ne, da je gospa Perc Musarjeva jasno povedala, da RTV obvladuje SD in to je glavni očitek ne v smislu, a ne mogoče stranke, ampak usmeritve. Ne, in mi se pač s tem ne strinjamo in s tem imamo problem. Pravi, da se politika vmešava. Politiki smo se vmešali toliko, kolikor nam to nalaga ustava. Torej, da smo na mandatno-volilni komisiji in potem na državnem zboru izbrali programski svet, ki torej predloge na podlagi predlogov ljudi in od tam se naša zgodba konča. Potem je pa programski svet na RTV-ju in tam opravlja svojo funkcijo, ki smo mu jo dali skladno z zakonom. In še ena stvar. Jaz nisem rekla, da je Olimpijski komite lev, ne, ampak imamo z njim slabo izkušnjo izpred 20 let, ne, ko so predlagali gospoda Kocijančiča oziroma 30 let. Ne. Zato smo pač malce previdni. Ne, in zato sprašujemo, zakaj je bil ravno zbran Olimpijski komite, z področja recimo invalidov pa samo invalidske organizacije, humanitarne ste pa izključili. To je stvar, o kateri bi se morali pogovarjati in še to, a ne, male sive celice so se ukinile zato, ker se je nekdo želel znebiti Pavleta Ravnohriba. In to ni bilo v naših časih, ampak leta, mislim, da 2016. Tako da to je pač od vodstva odvisno, kaj tam počne in mora za to odgovarjati in seveda, če ne bo delal dobro, ga naslednjič ne bo. Ampak če lahko, a ni potem, če je bil Ravnohrib odstavljen ali pa oddajo celo ravno za tega, da to kaže na to, da se more politika umakniti. Ampak ni bil zaradi politike, od politike odstavljen, ampak je bil od svoje nadrejene oziroma direktorja. Kako je lahko mogoče, če politika se ne vmešava v RTV, da imamo direktorja televizije, ki je zelo povezan s politiko, z vašo stranko, da imamo odgovorno urednico, ki je PR-ovka SDS-a, pa a res mislite, da ljudje ne verjamejo? V kabinetu predsednika vlade, zdaj je pa urednica dnevno informativnih oddaj na televiziji Slovenija, ima neposreden vpliv na to, kaj bo v teh oddajah, katera stališča bodo zastopane, katere teme se bodo pokrivale, katere ne. In prišla je neposredno, ampak bila pa je v kabinetu vašega predsednika vlade. Ampak zakaj pa obratne zgodbe ne poveste, da je sindikalistka na RTV-ju Petra Bezjak Cerman danes direktorica UKOM-a? Ker je strokovnjakinja, ima končano. Mojca Pašek Šetinca, pa poslanka gibanja Svoboda. In 19 novinarjev je iz RTV-ja odšlo na vlado ali v gibanje Svoboda. In potem se lahko vprašamo, ali so do včeraj ti novinari poročali uravnoteženo, strokovno, tako kot bi morali. Ampak ne bi šli od tu naprej. Samo sprašujem. Da se ne bi zdaj pogovarjali, kdo je koga kam nastavil in sej oni delajo Slovenija je premajhna, enako. očitno nimamo ne vem koliko ljudi in se bodo vedno pač tisti, ki so novinari, ki so na teh sedežih. Smo pa videli ogromno teh prehodov iz novinarstva v politiko in sam še to. Gospod Golubič je enkrat rekel, Golubovič, vodja poslanske skupine SMC, da je LMŠ, da je bil tudi v LDS-u že prej, ne, zato sem
je dejal, da je en novinar pisal za desni medij, potem je pa postal normalen. Jaz bi vas tu samo spomnil, da je vaš poslanski kolega gospod Grims, ki je praktično glavni avtor obstoječega zakona sprejetega na referendumu 2.5, takrat je bilo kar precej, bom rekel, hude krvi, ravno zaradi te ureditve, da 21 svetnikov imenuje državni zbor. On je to utemeljil z besedami, da je pomembno upoštevati načelo ustavnega prava, da je, citiram, oblast dolžna poseči v medijski prostor, če oceni, da je to potrebno storiti za zagotovitev celovite informiranosti državljanov. To je bil njegov argument takrat. Gospod Prešiček, izvolite. In to dokazuje tudi danes, tako kot sem, ne bi se rad še enkrat ponavljal. In nočem govoriti o temu, kaj ste vi delali, kaj mi delamo in tako naprej. Ampak moramo iti naprej, od tukaj moramo iti naprej. Ne? Vsi smo ugotovili. Jaz težko rečem, zakaj je bil gospod Kocijančič, bil je vrhunski predsednik Socialnih demokratov, ne vem, zakaj je bil in kaj je delal na RTV-ju, res tukaj ne bi znal. Programskega sveta. Vem, ampak ne bi znal povedati. Ampak če je bil, smo danes prišli do spoznanja, da se to ne bi smelo več dogajati in da od tukaj moramo iti naprej. Ampak tukaj vas jaz ne razumem. Ja, samo on je bil predlagan in predsednik programskega sveta po starem zakonu, ne po tem 205 iz leta 2005 in točno tak zakon vi predlagate, kot smo ga imeli takrat. Zato smo mi skeptični, da bo to tako, kot trdite. Ne predlagamo tak zakon. Zelo podoben je tistemu. Pejte pogledati, zakaj smo ga spreminjali. Pa sam še to, leta 2005 je bil zakon spremenjen in smo se v njem zgledovali po drugih državah. V večini držav poteka to tako, da imenuje državni zbor predstavnike gledalcev, ponekod tudi kakšen minister, recimo za kulturo ali pa kaj podobnega. Tako da zakon je primerljiv z drugimi, je pa absolutno po toliko letih potreben prenove, tudi razmislek o tem, kot sem prej rekla, da se 5 članov, ki jih predlagajo politične stranke, izključi. S tem mi nimamo težav. Treba se pa pogovoriti o tem, ne pa po nujnem postopku na mizo prinesti rešitev, za katero ne vemo, kdo jo je točno napisal, ker je najprej ta zakon vložila Mojca Šetinc Pašek. Njen kolega Tom Zalaznik iz RTV-ja pravi, da je to maščevanje RTV-ju. Tako da veliko nekih osebnih zgodb je. Potem so pa z istim predlogom prišli strani koalicije oziroma ministrstva za kulturo. Zakaj pa menite, gospa Jeraj, da po novem zakonu ne bo nadzora nad poslovanjem RTV, da bo finančni odbor zgolj brezzobi tiger? V zakonu piše, da svet RTV, novi, v katerem bi bila nekako združena programski nadzorni svet, pod 11. točko prvega odstavka piše, nadzira poslovanje RTV Slovenija. Ampak lahko daje samo pripombe, veste, ne more, recimo zdaj je nadzorni svet, ki ga imamo ta trenutek, je lahko zablokiral finančni načrt. Ga ni sprejel in potem so se morali pogovarjati toliko časa, da so popravili slabe rešitve in tako naprej. Po novem zakonu tega ne bo mogel, ker je samo posvetovalno telo in bo lahko samo predlagal in kot rečeno, to smo imeli v 90-ih letih. In takrat je ravno predstavniki nadzornega sveta oziroma tega finančnega sveta tudi takrat so se ves čas pritoževali, da so brezzobi tiger, da oni opozarjajo na težave, pa jih nihče ne posluša. In v tem novem zakonu se sicer razgovarjajo tudi, da bo računsko sodišče tudi pregledovalo, seveda, ampak računsko sodišče vedno pregleduje za nazaj, torej lahko ti že narediš ogromno luknjo ali pa ogromno napak, preden bo računsko sodišče ugotovilo, da je bilo nekaj narobe. Torej, gospod Prešiček, kako odgovarjate? Spet se ne razumemo. Spet prihajamo tako, kot je direktorica RTV sama odstopila, pa šla potem na sodišče in pokazala, da ni sama odstopila, ampak da je bila odstavljena. Novi svet ima seveda nadzorno funkcijo, tako programsko kot tudi finančno, kaj gospa Jeraj ni razumela, da pa si bo svet lahko imenoval posvetovalno telo zunanjih, se pravi iz računskega in druge, in te bodo imeli posvetovalno funkcijo. Se pravi, če bo imel svet kakšno vprašanje strokovno, se bo lahko posvetoval s tem strokovnim delom. Svet kot tak, 17-članski, ima pa seveda nadzorno funkcijo. In kaj je bilo tukaj mišljeno? Če pogledamo, kaj se je do zdaj dogajalo. Imeli smo programski svet 29 članov, od tega 21 članov imenovala politika. Imeli smo 11-članski nadzorni svet, ki ga je večinsko imenovala politika, razen tistih, ki so prišli iz RTV-ja, se pravi zaposleni. Prejšnjo leto smo imeli situacijo, v kateri smo imeli 2 nadzorna sveta, če se spomnite na RTV-ju.
In se ni vedelo čistočen, kdo nazira, kaj nazira in tako naprej. En svet se je dobil v RTV-ju, en se je dobil čez cesto. In to so te situacije, v katerih smo ugotovili, da tako ne more iti več naprej. Kaj je funkcija sveta? Generalni direktor v našem zakonu uprava predloži svetu program. Sedaj je bil samo program, ni bil finančno vrednoten in ga je potem nek drug organ gledal. Sedaj bo 17-članski svet pregledal program, ki bo mogel jasno povedati, koliko bo to stalo, kako se bo financiralo, kaj so pričakovani učinki in bo to skupaj pregledal. To, kar ste pa vi omenili, kar zgleda niste čisto natančno prebrali v zakonu, je pa posvetovalno telo 17-članskega sveta. In tukaj vidimo to, da komentiramo zakon, brez da ga bi zelo natančno povedali, da poslušalkam in poslušalcem govorimo nekaj, kar ni res in to ni v redu. Zato, ker je zelo premišljen, daleč od tega, da bi bil iz tistega zakona, ki smo ga 2005 spremenili. Namen tega zakona je, da spremenimo upravljanje, in to je potrebno spremeniti, ker imamo nek čuden sistem dveh nadzornih svetov, ki jih v bistvu moderna podjetja ne poznajo, to je eno, zato 4-članska uprava, v katerem je en zadolžen tudi iz delovski predsednik, ki je noter, se pravi, da imajo zaposleni več možnosti vpliva že v samem vodstvu, potem zmanjšati kontrolno institucijo na 17 članov, iz katere se politika čisto umakne in ji dati neko posvetovalno telo strokovnjakov, mogoče to tudi, kar niste omenili, da zvišujemo tudi kriterij, kdo se lahko prijavi na javnem pozivu, da postane član sveta, se pravi, glede izobrazbe, glede izkušnje, ki jih mora imeti z mediji in tako naprej. Ne more biti kar en, ki si ga politika želi tam noter, zato da je. In še enkrat povem, dajemo delavkam in delavcem, ker zaupamo novinarkam in novinarjem, ustvarjalkam in ustvarjalcem na RTV-ju, da bodo delali dober program. To je bistvo teh sprememb zakona. Gospa Jeraj? Mi nimamo težav s tem, da so tudi zaposleni, kot sem rekla, tudi v sedanjem zakonu so bili 3 zaposleni člani programskega sveta, sedaj se to zvišuje na 6, medtem ko se vse drugo zmanjšuje. To je za nas problem oziroma malo čudno, da nas spominja pač na samoupravljanje, sami o sebi bodo odločali. Saj vemo, delavci ne bodo sprejeli enega hudega šefa, da jih bomo rekli. Ampak 2.5 se upravičujem, vaš kolega Grims govoril, da je bil prejšnji dotedanji zakon v neskladju z ustavo in da novi, takratni iz 2.5, upošteva pravico delavcev do sodelovanja pri upravljanju. RTV, zdaj vas pa to moti. Ne moti nas to. Ne moti nas to, da se zmanjšuje vpliv vseh drugih, ampak se zvišuje vpliv zaposlenih. Saj so imeli zdaj 3 predstavnike, ki so lahko zastopali mnenja in brez težav, zdaj pa to podvojujemo in to se nam ne zdi potrebno, ker so doslej imeli dovolj besede in mislim, da je to čisto v redu. Tisti zakon iz 90-ih je pa imel enako ureditev kot tu, tudi tam je bil ta finančni odbor znotraj tega sveta. In se je izkazalo, da pač ni nadzora takega, kot bi moral biti. Zato smo mi pač skeptični. Se pa strinjam, kot sem povedala, tudi zakon iz 2005 potrebuje spremembe in o tem bi se morali usesti in pogovoriti, kakšne spremembe. Če bi, spet, jaz ne bom na splošno govoril, bom bolj šel na vsebino, če bi nadzorni svet, ki ga danes imamo 11-članski, tako dobro delal, potem se verjetno ne bi dogajalo, da se govori, številke so sicer jih še skrivajo, ampak jih bojo mogli vsem dati, da ima RTV 12 milijonsko izgubo. Prvič je to. Če bi programski svet tako delal, ne bi gledanost tako padala, kot pada. Pa ne glede, če poskušate zavajati poslušalke in poslušalce, da ne pada. Pada in to zelo pada po mednarodnih kontrolnih institucijah, ki to merijo. In še enkrat povem, zaradi tega je treba v nedeljo voliti za, da se politika končno omakne iz javnega zavoda RTV. Sam tole moram povedati. Glejte, jaz sem članica odbora za kulturo in na odboru za kulturo je direktor Grah, pred časom smo imeli sejo, povedal, da bi oni letošnje leto končali pozitivno, vendar bo 5 milijonov primanjkljaja zaradi
energetske draginje, ker je vlada sprejela ukrepe za pomoč javnim zavodom, vsem živim, ne, ki jih je država ustanovila, razen RTV-ju. Zato je tudi on pisal gospodu Golobu, ali bo pač pomagal tudi njim, tako kot pomagal vsem drugim. Da dvigne RTV prispevek. Predlagal je, da dvigne RTV prispevek in da zakaj so izvzeti iz teh ukrepov, ki so jih dali javnim zavodom za pomoč zaradi energetske draginje. Ker to pri njih predstavlja... Svari, da ta zakon prinaša dvig RTV prispevka tudi v vaši stranki, pravite vaš kolega poslanec Andrej Hoivik, je rekel, da se bo RTV prispevek povišal takoj, ko bo na referendumu večina glasovala za, na podlagi česa? Mi to govorimo na podlagi pisma, ki ga je gospod Golob poslal gospodu Grahu in je bil tudi javno objavljen, kjer je napisal, da se bo o financah pogovarjal potem, ko bo zamenjano vodstvo in ko bo uveljavljen ta novi zakon. Mi to razumemo tako. Takrat bomo pa pomagali, zdaj pa ne bomo. Zato smo to tudi dejali. Se lahko zavežete, gospod Prešiček, glede prispevka, da se ne bo povišal po sprejemu zakona, ali na tem mestu tega ne morete storiti? Lahko, in to smo že večkrat naredili. Prispevek za RTV se ne bo dvignil. Drugo, RTV-ju se bo pomagalo, tako ali drugače, tudi s to draginjo. Morate pa razumeti, da je naloga predsednika vlade, če se skrivajo informacije o pravem finančnem stanju, če imamo že skoraj pol leta stavko na RTV, se pravi, kjer ugotovimo, da je nekaj hudo narobe, ne? Če se mladi novinarji, ki so prej delali na Novi 24, sedaj, ne vem, zaposlujejo na RTV. Zakaj se pa ne bi smeli? Končali so fakulteto za družbene vede, smer novinarstvo in lahko delal kjerkoli, v katerikoli medijski hiši. Zato, ker je včasih bil RTV ustanova, v katerem si se mogel leta in leta dokazovati strokovno, preden si lahko vodil oddaje, kot so Dnevnik ali Odmevi. Zato, ker nisi mogel priti kot mlad in voditi tako pomembne oddaje. Ste kdaj kakšno pogledali? A ste videli, kakšni kiksi se dogajajo? Kaj se vse dogaja? To se dogaja zato, ker se kadruje po politični liniji, ne pa po strokovni. In naša želja je, da je predvsem strokovno, ne, program ne ustvarjajo strokovnjakinje in strokovnjaki, ne pa tisti, ki so blizu neki politični opciji. To je tisto, kar je narobe. Ne vem, doslej ga je ustvarjala Mojca Šetinc Pašek, ki vemo, da je blizu neki politični opciji, pa je bilo vse v redu. Samo še tole. Mladina objavila graf, v katerem, ki kaže to, da se septembra, oktobra dvignila gledanost. Kolikor jaz vem. Medletne podatke je treba gledati, ne? Oktober letos, oktober lani, tu pa je razlika 15%. In tu je razlika 15%. Ne, na celo, ne na informativne oddaje. Ne? Govorimo o gledanosti programov TV Slovenija, o tem se pogovarjamo. Tako. In točno to je. Treba je gledati, kako je bilo gledano lansko leto ob tem času in kako je danes. In tukaj je padec 15%. Pa mogoče še nekaj, ker se skozi pogovarjamo o novinarjih, ki grejo v politiko. Jaz mislim, da ta smer, ko se novinar odloči in gre v politiko, je legitimna. Kje pa ni več legitimno, je pa, če se bi hotel iz politike vrniti spet nazaj. Pa Muženič se je vrnila, pa še kdo, ne? Ja, pa to pomeni, da je prav. Da se je vrnila iz politike nazaj v novinarstvo, pa gospa Majda Šerca iz kulture nazaj. Se s tem ne strinjam. Ampak tukaj imamo mi razlika najna je, da je meni vseeno, ali to naredi levi ali desni. Se s tem ne strinjam. Vi pa poskušate danes oddaj samo legitimnost vašega nasprotovanja argumentirati s tem, da reče, se so vaši tudi. Ja, če so narobe, treba je prekiniti to prakso. Tako na eni kot na drugi strani. Ja, takrat se niste oglasili, samo še tole, ko je bilo rečeno, da je pol leta stavka. Lete, stavka na RTV-ju zaposlenih 2200 ljudi, stavka en del, torej 3 sindikati so, stavka samo eden in še ta ne vsi. Del novinarjev iz aktiva novinarjev stavka. Tako da je treba korektno povedati, da pač ne stavkajo vsi in da ni to splošna stavka in tako naprej. Vsi drugi delajo, nekaj aktivistov pa res stavka. V sklepnem delu smo, gospa Jeraj, na kratko, če bo zakon o nedeljo na referendumu potrjen, boste šli v ustavno presojo? Kaj bomo naredili, se bomo odločali potem, ko bo jasen rezultat na referendumu. In zdaj še za konec, v 3 stavkih oba, nekako, če potegnemo črto, zakaj v nedeljo glasovati za gospod Prešiček in zakaj proti gospa Jeraj, najprej vi, gospa Jeraj. Torej, v nedeljo je potrebno glasovati proti zato, ker smo tak sistem že imeli, podoben zakon je to urejal in se je izkazalo, da
stvari niso tekle dobro in zato je bil tudi spremenjen zakon leta 2005. Vladni zakon pomeni popolno politizacijo javne RTV, s tem, da ne bodo prišli vplivi iz parlamenta, pač pa direktno iz vlade. Namesto predstavnikov, poslušalcev in gledalcev bi naj v organu upravljanja po novem sedeli predvsem predstavniki nekaterih ekskluzivno izbranih provladnih nevladnih organizacij. In mi se strinjamo, da je se treba pogovarjati o RTV-ju, da je treba razmisliti, kako naprej, ker stvari niso idealne, vendar pa ta zakon tega ne bo rešil, zato je treba glasovati proti. Gospod Prešiček, zakaj za? V nedeljo je 3-krat treba glasovati za, predvsem kar se RTV-ja tiče, zaradi tega, kar gledalke in gledalci vidijo sami na RTV-ju. Ukinjajo se oddaje, disciplinirajo se voditelji, in cenzurira se urednike. In zaradi tega je treba glasovati za, da dobimo modern RTV, modern, ki ga bo po modernih standardih imel moderno upravo, ki bo imel dober in nepolitičen programski in nadzorni svet in da končno pridemo do tega, da se politika umakne in da vrnemo RTV spet strokovnjakom in strokovnjakinjam. In tu bomo naredili piko, spoštovana gosta, gospod Dejan Prešiček, gospa Alenka Jeraj. Najlepša hvala, da sta prišla na N1. Hvala vam. Hvala. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Če ste morda katero od predreferendumskih soočenj na N1 zamudili, jih vse najdete na n1info.si. Ponovno bodite z nami v nedeljo, ko bomo seveda spremljali štetje glasovnic in prve odzive. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.